podcast Finance. Z nasveti iz prve roke dodajamo vrednost. Slovenska živilska industrija ostaja trdoživ člen slovenskega gospodarstva. To dokazuje tudi aktualni seznam 101 največjih podjetij in skupin, ki ga je pripravil časnik Finance. Na njem je namreč več živilskih podjetij, med katerimi so nekateri prihodke minulo leto dvignili za več kot 10%. Agilnost, inovativnost, odlično poznavanje trendov, globalna usmerjenost, pa tudi nepogrešljivo trdoživost prepoznavamo tudi z izborom odlično živilsko podjetje. Kaj delajo, da ohranjajo konkurenčnost, so delila podjetja Sastela, tovarna olja Geja, Perutnina Ptuj in Pivka Perutninarstvo. Kot oba veva, je osnova za neko normalno poslovanje v podjetju, za neko, recimo temu, trdoživost na dolgi rok, predvsem kadrovska struktura v podjetju, se pravi, ljudje so osnova vsega skupaj. In jaz moram reči, da v tovarni olja Geja imamo zanesljive ljudi, ki so se nekako poistovetili z podjetjem in pravzaprav moram tudi povedati, da nimamo na tem področju nobene fluktuacije. Pomembno je to, da so ti ljudje nekako že v preteklosti opredeljeno poslovno politiko podjetja, se pravi vizijo, poslanstvo, smotre in temeljne cilje nekako prevzeli za svoje. In to se dejansko pozna v vsakodnevnem delu. Torej osnova so seveda ljudje. Na drugi strani pa moram poudariti, da imamo tudi podporo sa strani lastnika. Lastnik spremlja poslovanje podjetja in se aktivno tudi občasno vključi pri pomembnih strateških vprašanjih, sicer se v operativo ne meša. In tukaj moram poudariti, da je, posluh za investicije, posluh za razvoj pravzaprav res izražen in na osnovi tega, se pravi, nekako uspemo vse to skupaj realizirati, kar si zadamo. Trdoživost je pa seveda, v živilski industriji smo pač vsi takšni. Nihče ne živi in ni živel v coni udobja, vsi smo v nekem turbulentnem okolju in pravzaprav smo nekako prisiljeni se vsak dan boriti za to, da smo naslednji dan še na trgu, da smo konkurenčni in da na dolgi rok lahko prosperiramo. Tako pravi Igor Hustič, direktor tovarne olja Geja, ki je tudi letošnja prejemnica priznanja za trdoživost v sklopu izbora odlično živilsko podjetje. Geja je sicer sredi večletnega investicijskega cikla. Brez investicij, kot poudarja prvi mož naše najstarejše oljarne, ne gre. Zdaj mi trenutno bomo investirali največ v posodobitev skladiščnih kapacitet, sledi pa tudi posodobitev delikatesnega programa, to je, v perspektivi naslednjih 5 let, pol pa seveda dolgoročno pa tudi seveda sledi prenova rafinerije in tako dalje. Tako da, v glavnem za zagotavljanje konkurenčne sposobnosti in pa zato, da smo se pravzaprav sposobni odzivati na zahteve in potrebe trga. Slovenska hrana je varna, kar zagotavljajo visoke zahteve in standardi. V Sasteli, na primer, imajo tudi vrsto mednarodnih certifikatov. A ključ do uspeha je osredotočenost na kupca, pravi Maja Gotal, prokuristka. Vse izdelke smo razvili sami, stalno delamo na najbolj kvalitetnih izdelkih, brez dodanih konzervansov in emulgatorjev. Naslednje pa je definitivno osredotočenost na kupca. Merilo naše uspešnosti je zadovoljen kupec, ki zaupa v nas. Zagotavljanje zdravstveno ustreznega živila in snovi, ki prihajajo z tih živili, pomeni zaupanje naših kupcev. Pa bi omenila še inovativnost, ker novim potrošniškim trendom sledimo redno, spremljamo trge in razvijemo nove izdelke, ter jih ponudimo obstoječim kupcem. Velikokrat pa imaju večje trgovske verige analize, sortimentov in trgov in na zadnja leta redno same kontaktirajo, kakšne izdelke bi želeli imeti in tako jih lansiramo v prodaju. Nikakor pa ne bomo popustili pri kvaliteti izdelkov, ker politika kakovosti naše družbe ima strateške stebre, ki so, da zagotavljamo varna in kakovostna živila, da delujemo odgovorno in dosegamo naše cilje na področju kulture varnosti živil. In na čem bo Sastela gradila svojo rast? Skušali bomo razpršiti prodajo na več kupcev, srednje velikih in manjših, nove kupce iz Hrvaške in iz Slovenije in diverzifikacijo prodaje, predvsem še na avstrijskem trgu, na več različnih kupcev. Plan pa so tudi novi trgi in nove države. Štartali smo tudi s posebno skupino rinfuznih izdelkov, ki so primereni tudi za trgovske verige in za novo tržišče, hoteljerstvo in gostinstvo. Med pomembnimi stebri agroživilskega sektorja je Perutnina Ptuj.
Septembra je vodenje slovenskega dela Perutnine Ptuj prevzela Karmen Pangos, ki je na tem mestu nasledila Enverja Šišića. Ta je priznanje za najboljše živilsko podjetje odnesel na Ptuj lansko leto. Perutnina Ptuj je ena kombinacija odpornosti, 120 let praznujemo v letošnjem letu, usmerjenosti v jasno vizijo in cilje in pa tudi v preseganje meja. To lahko zagotovo rečemo v zadnjih nekaj letih, kjer je Perutnina resnično naredila izjemno velike korake, ki so v tem prostoru in času, jaz verjamem, namenjena res uspešnim podjetjem in pa tudi menedžerjem, ki imajo jasno strategijo in vizijo. Lahko rečem, da Perutnino Ptuj oblikuje proaktivnost, nenehno izboljševanje, razmišljanje o inovativnih pristopih in zagotovo so zaposleni tisti, ki za svojo energijo, svojo strokovnostjo in znanjem pravzaprav gradijo moč družbe. Perutnina Ptuj ima v načrtu kar 120 milijonsko investicijo v prenovo in širitev proizvodnih zmogljivosti. Kaj bo pomenila, pojasnjuje Karmen Pangos. Zagotovo je to ena izmed investicij, ki bo prinesla tehnološki preskok. Umestila nas bo med enega najbolj sodobnih proizvajalcev, ne samo v področju Slovenije, ampak tudi v Evropi. To nam bo dalo večjo konkurenčnost, boljšo učinkovitost, zaradi tega bomo lahko tudi, še bolj čvrsto delovali na izvoznih trgih, ki so za nas seveda izjemno pomembni. In zagotovo z avtomatizacijo in digitalizacijo bomo zmanjšali tudi odpadke, izmet, ki jih že zdaj z, veliko odgovornostjo poskrbimo, da smo pravzaprav skoraj zero waste. Tako pravi direktorica največjega slovenskega rejca perutnine, Perutnine Ptuj, Karmen Pangos, ki se dnevno srečuje z vrsto izzivov. V Perutnini Ptuj se srečujemo z podobnimi izzivi, kot se večina gospodarstva. Na eni strani je to izziv z delovno silo. Nismo imuni na to, da pač enostavno moramo se posluževati tudi delovne sile iz tujine. Sami vemo, da je velik deficit na trgu in glede na količino ljudi, ki jih potrebujemo v procesih in glede na našo rast, ki jo pač imamo in jo bomo imeli še naprej, seveda moramo ves čas zagotavljati, da imamo dovolj veliko število ljudi. Na drugi strani pa so zagotovo izzivi povezani z energenti. Sami vemo, da so na zelo visokem nivoju, zato razmišljamo o alternativnih virih, obnovljivih virih energije in pa seveda tudi, če lahko rečemo, tudi krmila so nekaj, žitarice in pa v bistvu vse te surovine, iz katerih pravzaprav ustvarjamo hrano. Po mnenju o stanju v naši živilski industriji smo šli še v Pivko. V Pivki perutninarstvo so nedavno zaključili 10-milijonsko investicijo v posodobitev proizvodnje. Janez Rebec, direktor Delamaris Pivke perutninarstvo in prvi mož zbornice kmetijskih in živilskih podjetij Slovenije, takole povzema aktualnosti. Ja, jaz moram reči, da slovenska industrija se seveda gleda kar čvrsta, mogoče malo zaskrbljena, ker razmere niso enostavne, pritiski so veliki z vseh strani. Veliko se ukvarjamo s plačami, zdaj malo smo zaskrbljeni, kak bo dvig minimalne plače. Imamo dodano vrednost, ki je sicer nekaj čez 50,000 evrov, vendar moramo vedeti, da so pa veliko podjetij pa takih, ki imajo tam okrog 30,000 evrov in ta so zelo kritična za naslednjih letih, kako bojo preživela. Vemo, da cen se ne uspe dvigniti toliko, da bi rekel, da bi se tukaj kaj drastično spremenilo, predvsem branža rdečega mesa je tista, ki je zdaj najbolj kritična v zadnjem obdobju. Tako da vidimo, da se tudi te lastniške koncentracije dogaja, ker veliko ljudi obupa in reče, pač ne bomo se več tega šli in mogoče vidi nekdo neko rešitev iz tujine, ampak na daljši rok pa vemo, da je pol to lahko tudi preselitev in ukinitev in sam pač iskanje tržnega deleža, ki na kratek rok seveda ni problematično. Rebec ob tem vnovič opozori na ovire pri pridobivanju dovoljenj za gradnjo novih hlevov. Mi si želimo, da bi to bilo, da tudi lokalne skupnosti podprejo umeščanje hitrejših hlevov.
Brez tega mislim, da bomo imeli kar težave in da pa seveda bomo oskrbovani strani držav, ki nas obkrožajo. Absolutno Hrvaška bistveno bolj odprta za te stvari. Imamo Madžare, ki so tukaj zelo močni in nazadnje Poljake, ki seveda tudi prevladujejo v zadnjih letih in seveda tudi na pragu Evropske unije, tudi Ukrajina, kjer je izredno močna proizvodnja za večinoma živilskih proizvodov in vkolikor ne bomo ohranjali kondicije teh lokalnih oskrbovalcev, pa če riskiramo, da kadar se bo meje zaprle, bomo odvisni od vseh ostalih in bomo verjetno prišli do težav. Slovenski živilci torej ambicije imajo, so vztrajni, inovativni in trdoživi, a se še vedno ukvarjajo z istimi problemi. Država torej mora odigrati svojo vlogo podpornika, če hočemo imeti zares zanesljivo verigo preskrbe s hrano. Podcast Finance. Z nasveti iz prve roke dodajamo vrednost. Pregled stanja v slovenskem agroživilskem sektorju sem pripravila Jana Petkovšek-Štakul, za tehnično podporo je poskrbel Maj Straus.